V današnji oddaji gostimo mlado slovensko pevko, ki je nastopala na Evroviziji leta 2012. Eva Boto, lepo pozdravljena v naši oddaji. Ja, lep pozdrav. Torej, leto 2012 je pa že kar malce daleč stran, ne? Takrat si imela še, koliko, 16 let? 16, ja, mislim, meni se zdi, kot da je bilo to včeraj drugače, ampak ja, kar v bistvu 6 let nazaj zdaj je že od tega. Hitro je minilo. Hitro je minilo, ampak še vedno, mislim, še vedno se spominjam, kot da je res bilo včeraj, kot da sem vse skupaj doživljala pač včeraj. Si pa takrat nastopala za pesmijo Verjamem. Zgodba se je sicer začela že kar nekaj časa prej, ampak če ostanemo pri Evroviziji, ki je takrat potekala v Bakuju, kako si takrat doživljala tiste dneve pred samim nastopom? Pa jaz moram priznati, da kar mirno, da so me že malo čudno vsi gledali, kako slak toliko mirna, ker se spomnim, je bila z mano še Nina Badrić, ki je predstavljala Hrvaško in je rekla, joj, ko me prav videla, me pa je rekla, jaz prav ne morem verjeti, kako slak ti sproščena, jaz sem že toliko let na glasbeni sceni, ti pa ne vem, 1 leto pač v tem glasbenem krogu, pa nič, veš, kot da je meni to malo za šalo, ampak dejansko se mi zdi, da, ker sem bila pač toliko mlada, sem 16 let stara, da enostavno nekako, po moje, tudi nisem najbolj dojela, kaj se v bistvu sploh dogaja, zakaj se to res gre. In meni je bilo pač to ena ful taka zabava in jaz vem, da je to bila pa tudi moja velika želja in da se mi je to pač uresničilo vse skupaj, meni bilo pač wow. In mislim, da sploh nisem imela časa nekako študirati, da sem jaz živčna, pa da bom nastopala pred, ne vem, 20 000 ljudmi v dvorani, pa pred milijoni ljudi, pač, ki bodo to gledali pred ekrani doma. Ampak meni je bilo to eno tako veliko doživetje, da enostavno, jaz sem čisto v tistem nekem svetu drugem in res tako res zanimivo doživetje. No. Izklovim čez nebo, išem sonce preko saneza, mečem luč v njegove sunce, ki slovo jemljajo, brez spomina z luknjami omedlani, da oteče pesek časa. Kaj pa vse to dogajanje okrog tebe, To je bila mediji, euforija, ne? to je bila Ja. euforija totalna. Mislim, že od samega začetka, odkar sem stopila v ta glasbeni svet, potem, ko sem potem zmagala na Emmy in dobila priložnost, da grem na Eurosong, ja, to je bilo, mislim, v šoli nisem bila takrat nič. Drugi letnik za mene enostavno bil, pač ni ga bilo. In jaz vem, da sem bila tudi na raznih gostovanjih v Amsterdamu, pa potem v Londonu, pa v Srbiji, pa na Hrvaškem. Tako da res se mi je dogajalo vse. In meni je takrat, res enostavno nisem imela časa razmišljati o čemerkoli drugem. Ampak, se pravim, po moje se nisem toliko sploh zavedala, kaj se vse dogaja. Zdaj, ko pogledam za nazaj, mislim, kako slak ti to zdržala. Ker ko poštudiram, da bi zdaj šla skozi vse to še enkrat, se mi zdi, da bi veliko drugače gledala na vse skupaj in veliko bolj živčna bi bila, ker jaz sem tak zelo tak perfekcionist in če ni tako, kot si pa če zamislim, je katastrofa. Ampak ne vem, po moje bi bilo zdaj kar težje. Bi kaj drugače naredila, glede na to, da zdaj pa že imaš nekaj izkušenj? Ja, definitivno. Bi veliko stvari bi naredila drugače, ampak takrat jaz nisem vedela. Takrat sem se pač prepustila stvarem, ker za mene je to bilo čisto nekaj novega. In enostavno niti videla, nisem stvari, ki so v ozadju. Jaz sem videla samo tisto, kar je pač pred mano, kar sem jaz videla pač pred svojimi očmi. In marsikaj, ko pač vem zdaj neke stvari določene, tudi iz ozadja, tudi kar se dogaja okrog pač izven tega, bi definitivno veliko stvari spremenila. Kaj pa potem sam nastop? Imela si eno prelepo, belo obleko, kdo je poskrbel za to? Tudi ostale, tvoje sopevke so bile v istem stilu? Ja, DMG smo mu upravili, ampak David Matej Goljat je to poskrbel z RTV-ja, s tisto obleko. Drugače glede nastopa, če lahko povem, ker to je bilo pa res napeto,
ker ko greš gor na oder, pa čakaš, da boš, ker je tista špica pred tabo, pred nastopom in potem se ti laser dol sveti na oder in ko se je začelo to odštevati 10, 9, no takrat me je pa panika zagrabila, ampak nekako se pa začela pesem, je bilo pa spet isto, čist nek tretji svet. To je bilo pa, sam prepustiš se pa zapoješ. Tako da mislim, da se tistih 3 minut sploh ne spomnim, kako je bilo. Je prehitro minilo? Je prehitro minilo in jaz vem, da na koncu komada, ko sem jaz odpela, je meni bilo isto, kot da bi pretekla maraton, ker sem dihala, ko res čist od adrenalina, pa od tega vzhičenja si čist. Res, kot da bi maraton pretekla. No. Kaj pa potem sedenje, čakanje na točke, vse živo ti gre skozi misli, bo ti uspelo, ne bo ti uspelo, bi se o tem sploh obremenjeval, se ne bi obremenjeval, pa 16 let si bila stara. To drugače verjetno doživljaš. Mislim, pri 16 jaz sem si ful želela priti v finale in moram priznati, da je cela ekipa takrat ful verjela, da bomo prišli v finale in smo res pričakovali finale. In tisto čakanje v Green Roomu je bilo res, to je pa res nekaj najbolj mučnega, ker to čakanje mene po eni strani ful ubija, ker si vzhičen skozi v takem pričakovanju, kaj bo. Ampak, mislim, nisem se pa pol obremenjevala, ko smo, mislim, ja, dobro, lahko povem, ful sem jokala, ker nismo prišli v finale, ampak sem vedela, da sem naredila svojo nalogo, da sem opravila tako, kar sem si zadala in zato ni to toliko potrlo, da nismo pa prišli v finale, ker vem, da sem jaz svoj del dobro upravila. Zato se nisem pol toliko tudi obremenjevala s tem. Mi je pa res bilo žal, da nismo prišli, ker mene je bolj prizadelo, oziroma bolj sem bila žalostna sam zaradi tega, ker jaz sem ful hodila še enkrat na tisti oder in še enkrat na tisto generalko, pa na vajo, ker meni je bilo to nekaj norega. Ne? In bolj mi je bilo to, kot pa pač tisto finale. Ne? Dejansko ti tega odra ne moreš primerjati z nobenim drugim. Ne. Karkoli si do sedaj spoznala, je to ena taka izkušnja, verjetno neponovljiva. Ponovljiva pa je. Je? Ne, mislim, ne vem. Torej, želja še obstaja. Ja, mislim, to nedvomno, ampak kaj pa mislim, meni je vsak nastop pač poseben. Vsega posebej pač različno doživljam in moram pa reči, ja, da je Eurosong bil največja izkušnja v mojem življenju. Mislim, največja taka priložnost, kar se mi je pač ponudila, ker jaz sem si to že res od malega ful želela. In to lahko povem, to je pač čista resnica. Leto predtem, ko je bila Maja Kevc na Eurosongu in vem, jaz pač itak Eurosong spremljam že odkar pomnim. In vem, da smo gledali z mamo takrat finale, ko je Maja nastopala in sem rekla, mama, jaz bom pa naslednjo leto stala na tem odru, prisežem. In meni je mama rekla, kaj ti hočeš, da mene kap trofi? Ampak naslednjo leto me pa pol spomnila, ker jaz prej nisem bila pač v tem glasbenem svetu, na slovenski glasbeni sceni. Ampak jaz sem to mami rekla, jaz sem bila tako suverena, jaz sem rekla, naslednjo leto mi je tam stala. In je pol tudi to bilo. So se uresničile. Uresničile so se pa v bistvu zaradi Eme oziroma zaradi dogajanja že pred tem. Misija Eurovizija je bila tista odskočna deska, tam si se mogla sicer iz tedna v teden truditi, da si prišla do konca izmed vseh kandidatov in na koncu tudi zmagala. Kako se spomniš tega vsega dogajanja? Jaz moram reči, v bistvu sploh se nisem hotela na začetku prijaviti na misijo Eurovizijo, ker vem, da sem se takrat prijavila na prvi šov Ta Slovenija ima talent. Jaz sem stara 14 ali 13, vem koliko. Ja, tu nekje. In me niso sprejeli, ne. Kaj si bila premlada? Pač ne vem, to ni razlog, dobiš mail, da pač nisi sprejet in to je to, ne. In meni je bilo pač šok. Ja, to je tako kuhna, to je tako ne gre, to je smeč, ne bom nikoli šla na televizijo, ni šans. In pol pride ta priložnost, tako da so pač zbirali, oziroma da so se lahko pač prijavili na oddajo misije Eurovizija. Jaz rekla, ni šans, to jaz ne bom šla, 15 let sem bila stara. Mama pa meni pa ja, pa dej, vse pa idi probat, vse kaj te pa stane, če greš probat. Pa ste tako, no ne, ni šans in pol sem me prepričala. Si se sama prijavila ali so ti starši? Ja, pol sem se pač sama prijavila, ker sem rekla, dej, pa se nimaš kaj zgubiti, ne pač idi probat, idi uživati.
In sem, ne vem, takrat šla potem na audicijo in tek se je pol vse skupaj nadaljevalo. V bistvu sem šla brez enega pričakovanja, ker nisem si hotela, glih to, ker nekako nisem hotela biti spet razočarana. In takrat po tisti audiciji. In pa kar naenkrat se je vse zgodilo, kar naenkrat, ja, sprejeta si v naslednji krog, pa še v en krog, pa pol kar naenkrat sem že bila v oddaji. In to je meni bilo, kaj, pač čist neki noga. In iz tedna v teden, ja, vem, takrat tudi jaz ne morem se zahvaliti dovolj z besedami, tudi mojim staršem doma, ki so me vozili vsak dan v Ljubljano, lahko rečem, 5-krat, 4-krat na teden sem danes v Ljubljani. Vem, mata je toliko ur tudi čakal v Ljubljani, tudi po 6-7 ur me je čakal in vem, da takrat je res, mislim, res so veliko pač tudi žrtvovali za mene, moram reči, svojega časa, denarja in vse. Ampak se je nekako vse po eni strani obrestovalo. No. Saj zaradi tega vsega tempa ste bili vsi, ne samo ti, izpostavljeni v bistvu kar strogim pravilom, vsakotedenskim nalogam, nastopom, intervjujem, Facebook in vsi ostali medijski pripomočki so ta socialna omrežja kar pokala po šivih. Gledanost je bila zelo velika in hkrati v bistvu do takrat si ti mogoče nastopila na nekaterih festivalih, tekmovanjih. To je pa čisto neka druga izkušnja, ki pa je pri teh letih pomenila kar enostanek debele kože, mogoče za kasneje. Tudi to, ampak se mi zdi, da sem to trdo kožo dobila z leti, malo potem, ne takrat. Ja, ampak v bistvu je bila najlažja stvar v nedeljo, ko si prišel na oder pa si odpel. To je bilo najlažje, v bistvu. Najlažja naloga, ko v bistvu se mi zgledalo najtežje. Ampak dejansko to, vse ostalo, od intervjujev, od nastopov, od teh vaj, od vsega tega drugega dogajanja, to je bilo pa za mene kar, mislim, kar ne morem reči naporno. Ampak ja, takrat se spomnim, mislim, res, to jaz po cel dan, recimo, to stresno je bilo dovoljno, mislim, kar stresno. Jaz se spomnim, takrat jaz po cel dan nisem mogla nič pojesti, ker to je toksi euforija, adrenalin, vse ti dela, da enostavno sem čist pozaba na hrano in pol zvečer, ko prejš, ko se ti vse umiri, bi kar vse zbasal sebe, mislim, dejansko. In res vidiš pol na tak način, da je kar bil stres prisoten, no. Ampak se nekako vse naučiš živeti pa s tem, znaš ga potem z leti obvladovati. Jaz vem, da takrat to je meni bilo čist neki, to ni bilo prostora, mislim, da bi se razmišljala o takih stvarih in enostavno pač dogajalo se je in ta tempo, nekako sem se navadila na ta tempo. Enostavno skozi to, ne? Ja, go with the flow pač. Res greš skozi to, stresno veš, da je, ampak se nekako navadiš. In tudi sprejmeš vse, kar se dogaja. Sprejmeš to, ampak zavedati se pa začneš ful potem, no. Sicer pa potem za finale ste dobile ti in ostali dve finalistki pesmi. Ti si dobila torej Verjamem. V bistvu smo dobile vsaka po 3. Takrat je bilo razpis, RTV naredil razpis za avtorje, in tudi oni so povabili. Ja, pač tudi oni so povabili avtorje, da bi pač delali komade. In vem, da sem dobila kar nekaj ponudb takrat, pa tudi jaz sem izrazila svojo željo. Jaz sem imela takrat ful željo delati z Matjažem Vlašičem, ker meni on bil pač z Eurosongom, je bil pač top in jaz ga poznam z Eurosonga, nisem ga pa poznala osebno. In vem, da sem hodila tudi delati z njim. In potem je nastala pesem A si sanjal me z njegove strani, pa potem Verjamem strani Vladimirja Grajča, ki so ga oni povabili, ki je tudi naredil zmagovalno pesem Molitva 2007, se mi zdi, da je zmagala, ja, Marija Šerifović iz Srbije, pa potem še z Gabrom Radojevićem sem posnela še Run. Tako da sem pol predstavila 3 komade in pol so pač odločali gledalci. In so zbrali Verjamem, potem pa pred dvojčicama Kuniči Vamenda in pol smo se pač še enkrat pomerile s tema 2. In pol so spet gledalci pač odločili, kakor so odločili. Katere pesem pa je tebi mogoče bila tako ljubša? Meni so bile vse 3. So ti bile? Zato, ker imela sem možnost pač, da imam potem na izbiro, kaj meni všeč. In sem kar izbrala te 3. Sicer pa Verjamem je bila narejena prvo za Harija Mataharija.
pesem. A res? Ja, in tako da v bistvu, ampak je pol nekako ni on vzel, ali kako je bilo, ne spomnim se tega. In povem, da je pač predstavil meni, ker je bila taka pesem za Eurosong. In vem, da mi je bila ful všeč. In jaz sem takrat tudi v Srbijo se vozila dol snemat na vaje in Grajč je res bil, mislim, taka res je legenda. Moram reči, ker tak ful carin zna delati s človekom in meni je bilo ful fajn. Meni je bilo to res doživetje. Sama pa si začela zelo hitro, ne? Pri 10 letih na enem festivalu v Avstriji. Ja, to so bili časi. To ni ravno zdaj začetek, ne? Ampak takrat si nekako... V bistvu je, no. Vse skupaj je začelo. Sicer si v teh letih bolj nastopala na festivalih, ampak za 10 leti. Kako je prišlo do tega? To je zelo mlado. Mislim, pela sem tako že od malega, že z vrtca, kar sem pač znala govoriti. Je to bilo za mene, mislim, da je edina odpirala usta tam v zboru, se sam mene slišalo baje. Ampak ja, potem sem pa prišla na osnovno šolo, ker mi smo se preselili iz Dravograda v Šentjanž. In sem prišla na šolo, kjer je bila v bistvu taka zelo zagreta učiteljica glasbe, Silveli Grosek. Jaz vedno rečem, pač ona je kriva za vse. Ona je v bistvu, sej valjda, starši so me zelo podpirali, to je bila podpora 1A, mislim, brez tega, ampak mislim, da... ona je prepoznala en potencial. Ma ja, vse so že starši, ampak nekako, sej ne moreš, ne veš, ker nisi v tem, ne, ampak ti so učiteljica glasbe Silveli, ona je pač bila kriva, ker ona me pa potem dala malo naprej. Ravno na ta festival Super Kris, se spomnim, in smo takrat poslali posnetke pač določene pesmi in si poslal na audicijo gor in so te pač poklicali v nadaljni krog, če so pač bili za to. In takrat so me sprejeli, oziroma 2 z naše šole, mene pa še enega Ožbija. In takrat, vem, ja, to je bil moj prvi festival, prvič sem nastopala kot solistka, zdaj pred množico ljudi. In takrat je bila tudi potem moja prva zmaga. Oziroma, sodelovali so pa Slovenija, Italija in pa Avstrija, torej je bilo mednarodno tekmovanje. In takrat je bila moja prva zmaga in sem rekla, to jaz hočem delati in pika konca. Ne? In takrat je bilo res, vsako leto sem se odeležila kakega festivala, zato je spet bila kriva pač Silveli, ker je dosti odpoznala ljudi in je vedela, kam me usmeriti, no, in na kak festival ja, na kjer ne. In takrat se je potem nadaljevalo s Fans festivalom, pa v Ljubljani je bilo glasbeno tekmovanje osnovnih pa srednjih šol, tako da je bilo ogromno enih izkušenj. Ogromno sem tudi dobila izkušenj z nastopanjem, s premagovanjem treme. In dejansko, ko sem prišla na oddajo, to misijo Eurovizije, jaz nekako treme nisem imela. Meni kamere pač niso nič pomenile. Jaz sem nastopala pred ljudmi, kam mi bo zdaj te kamere naredile, kako pač, a ne, se mi nič ne morajo, ker oni se pač ful bojijo kamer. Meni je bilo pač, jaz sem pač pred ljudmi nastopala, kaj so to zdaj kamere, to ni nič, a ne, valjda, mislim, ne zavedaš se toliko, da te to pač doma gledajo ljudje. Ampak ja, navadila sem se nastopati in to mi je dalo zelo veliko, no. Si pa tudi kar nekaj dosežkov imela do takrat, ne? Ja, zato se moram zdaj ful hvaliti. Sodelovala na festivalih, so bila prva, druga mesta. Prva pretežno. Prva pretežno, ne? Ja, pa tudi dobila si, mislim, da en naziv v tem obdobju najobetavnejša mlada pevka. Ja, ravno na tem tekmovanju, glasbeno tekmovanje osnovnih pa srednjih šol, ki je bilo v Pionirskem domu v Ljubljani. In ja, takrat sem dobila naziv za zdaj ste me podobili, za najbolj talentirano menda, najbolj obetavno pevko, solistko. Je bilo kar nekaj, no, stvari. V bistvu vsako leto je bila ena zmaga, ali pa je bila kar zmaga. To se zdaj ful grozno, to se ful zdaj samo všečno čuje, ker se sama hvalim, da sem zmagala. Ampak si bila bolj vajena zmagovati, kot pa tistih porazov, ne? Čeprav na Eurosongu je bilo to malo drugače, ampak se mi zdi, da tudi to spada zraven pri dobivanju izkušenj ali pa tudi potem mogoče dobite na motivacijo za naprej. Pa ja, mene so doma vedno učili, ni važno zmagati, važno je sodelovati. To je meni vedno ostalo, pač. Jaz sem, mislim, doma so verjeli v mene, tudi jaz sem verjela, to je ful pomembno. Pač, a verjameš zdaj v sebe, pa vedno, mislim, sej, v glasbi nekako rečem jaz ponovadi, da ne moreš glih tekmovati, ker to je stvar okusa, zdaj spet.
Ampak jaz sem vedno, ko sem šla na tekmovanje, jaz sem vedno rekel, jaz bom zmagala. Pač meni to je meni bilo pač samoumevno. Mislim, samoumevno. Nekako želja je bila toliko velika, da je enostavno že po moje zaradi tega sem nekako pokazala ljudem, da pač meni je to res vse, meni je glasba vse. A čutite to, kar čutim jaz. In to je meni bilo glavno vedno. In bolj tudi, ko sem odraščala, je meni vedno bil point prav to, da jaz dam ljudem točno to, kar jaz čutim. In da oni to začutijo. In če to oni začutijo, meni to pač zmaga. Ne glede na končni rezultat. In tudi Eurosong, ko sem zmagala na EMI, meni je bilo ok, cool. Torej, to pomeni, da sem jaz ljudi prepričala s svojim glasom oziroma svojo pojavo. In to je meni veliko več pomenilo, kot pa tisto čist prvo mesto, ko sem pač zmagala. In to je tisto glavno, ko šteje. Si pa tudi tisto leto, ko si na Euroviziji nastopala tudi še na enem zelo znanem slovenskem festivalu Melodije morja in sonca. Točno, tako je. In tudi kasneje so potem še prihajali podobni festivali, ki jih v Sloveniji poznamo in nekako gledamo. Ja. Postala si prepoznavna z Eurosongom. In pa tudi v bistvu kasneje si imela dokaj dobre aranžmaje, pesmi, tako da si se zelo visoko uvrščala. Ampak se mi zdi, da ko te gledam na odru, ti se tako oživiš. Ti tako podoživljaš vso to pesem, da ti ljudje enostavno verjamejo. Da te poslušajo in ti verjamejo. Točno to je pač moj point, oziroma to je tisto, kar si jaz želim. Ko stopim na oder, oziroma želim, pač jaz enostavno se nekako prepustim vedno pesmi. In če jo jaz začutim, pol mislim si pač, da bojo tudi drugi. In ravno to je meni, to mi veliko več, se pravim, pomeni, kot pa tisti na koncu rezultat, ki je potem pač sam neka številka. In ja, takrat sem potem bila na Melodijah morja in sonca, sem bila pol druga, ampak pol je pa sedil kar tak nek premor vmes. Moram reči, da takrat sem se zelo iskala, ker nekako ostaneš sam na tej sceni, ne veš malo, kam bi prej bila cela ekipa na RTV-ju. Pa nekako se zaključi ta zgodba po Eurosongu in nekako ostaneš sam, oziroma ne sam, moraš se znajti pač po svojih najboljših močeh. In tudi meni je bilo to nekaj novega. In je bilo kar tisto obdobje potem po Eurosongu pa ni bilo glih najbolj enostavno. So pa nastajale nekatere pesmi, videospoti. Ja, ampak zelo s takim zamikom, ravno to. Šele potem 2 leti ali potem sem posnela komad Na kožo pisana. Je kar, mislim, rabiš čas, da nekaj začutiš, da nekaj vidiš, da je nekaj okej, pač, da daš to nekaj pol naprej. Ampak se pravim, pač, raj vidim, da potem si 2 leti vzamem čas, pa pač vidim, kaj meni všeč, kot pa, da nekaj se zaletavam z glavo skozi zid, pa da zdaj nekaj naredim čist nekaj, pač, ne bom rekla brez veze, ampak brez glave. S čiste trme pa ne pokličem te. V lanskem letu pa si nastopala na festivalu Slovenske popevke in zmagala z eno, po mojem mišljenju, tako žalostno in hkrati čustveno pesmijo, da ko to pesem poslušaš in hkrati še gledaš tvoj performance, enostavno ne moreš nehati gledati, bi jaz temu rekla. Jaz ne bi rekla, da je tako žalostno, mislim. Jaz vedno rečem, ful je realno. To je res. Da je zelo realna pesem in če lahko povem, kako je v bistvu bilo, ko sem prišla v studio.
tale komad sem prišla pač posnet na, samo pač na melodijo. Mislim, cool, meni je bila itak, melodija mi je bila top. Sam na demo posnetek. In vem, da mi je potem Matjaž, ker z Matjažem Vlašičem sem tole posnela, sem mogla pač priti posnet pesem. Pa sem rekla, da je Matjaž, pošli mi besedilo. Mislim, jaz sem ful taka, da se rada vživim v pesem, da jaz znam to na pamet in da jaz to pač posnamem, a ne. Ne, ti boš prišla sem, pa jaz ti bom pokazal besedilo, pa boš ti to posnela. Pa to, kaj sem si mislila, kaj ti ni jasno, kdaj zdaj delamo na tak način, ali ne. Pa sem si mislila pač okej. In pridem tja in jaz se spomnim, vem, sem prebrala besedilo, meni bilo že sam, ko sem ga prebrala, mi je bilo wow. In jaz se spomnim, ko sem zapela, jaz sem tak ful čustven človek, in jaz, ko sem zapela prvo kitico, jaz sem se začela v studiu tako jokat, da enostavno niso nehale teči solze, ker jaz sem tak, Matjaž, kaj je to? Mislim, res, čist me je prevzela pesem, jaz sem rekla, to je to. S tem komadom jaz grem na popevko, tako zdaj podpišem. Glej, to je vrh. Vsak sekunde rodi srečo ga mladost obsi, a pride čas, nasmeh se pogreni, upanje za hip mu skrije, le kdo ve, kaj je to življenje, sreča, ki In ker je dosti moraš razumeti besedilo. Za tiste, ki ne poznajo, to je življenje. Kaj je to življenje, Kaj se ti lahko zgodi v življenju in naslov je to, ne? Ja, in glih, mislim, ravno to, ne, da se včasih res moramo vprašati, kaj v bistvu nam sploh pomeni življenje. Kaj je za nas bistvo življenja. In to je ravno tisto, ko ljudje smo danes naravnani tako, da gledamo sam naprej, da se ful ne oziramo, ne znamo se ustaviti, ne znamo si reči, zdaj pa zadiho, pa malo pogled okrog sebe, pa tist malo zaživel, ker enostavno toliko je vse natemperano, toliko je vse, enostavno ne znamo gledati več drug na drugega, ne znamo si posvetiti cajta, ne znamo si posvetiti tiste časa, si ne znamo posvetiti, tako bom rekla. In ravno to govori, da je pa včasih glih to pol prepozno, ker enostavno življenje gre naprej. Življenje gre naprej in življenje lahko ga imaš danes, jutri ga več nimaš. In ravno to govori besedilo, da si moramo vzeti čas za tiste, ko jih imamo radi, ko nas imajo oni radi in si posvetiti čas, ker to je tisto, kar šteje, da moramo biti pač hvaležni za življenje, za vsako minuto, ko živimo, ker nikoli ne vemo, kaj se lahko zgodi. In se mi zdi, da premalo cenimo glih to bistvo življenja, kaj nam to tisto sploh pomeni. zdrži trpljenje drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Vsi ljudje hitimo le, kot da se več ne poznamo, radi imeli bi prav vse, kar je. Je tudi publika to takrat tako doživljala, ali še takrat mogoče niti ni se tako zavedala, o čem poješ, o čem se gre. Čeprav se meni zdelo, da je bil nastop tako doživet, da če sediš v dvorani, pa te gledaš, pa te poslušaš, da enostavno te prevzame. Ja, po dvorani je takrat jokal. To se res spomnim, ker po moje pri 16 letih ne bi mogla tega komada zapeti, ker sem ga zdaj, mislim, dobro, ok, 20 sem bila stara lani, 21-20, ampak nekako, res sem čutila ta komad, da enostavno sem se res toliko poživela, toliko sem hotela prepričati ljudi, da je vredno, da smo hvaležni, da je vredno to, da živimo pač, da moramo biti srečni, ker itak se ful preveč pritožujemo, ja, pa tega nimam, pa vedno jamramo po domače rečeno, ampak
ko pa dejansko pogledaš, koliko se enim ljudem kaj zgodi, pa skozi kakšne stvari grejo, pa kakšne zgodbe vse slišiš, si pa misliš, stari, to ni nič. Mislim, zakaj se sekiramo? Zakaj se za take malenkosti, ko v bistvu v življenju sploh pomembne niso. In to je tisto. In tega se pač zavedati je ful težko, ne? Ker žal, v takem svetu smo, tak tempo življenja, mislim, tak tempo živimo, da enostavno ne znamo pač pogledati okrog sebe. No. Pa si ti tak človek, ki si k srcu vzameš tragedije drugih, ki mogoče tudi želiš kdaj pomagaš, ne vem, ko slišiš, bereš zgodbe, te prevzamejo. Ja, jaz sem že nasplošno tak ful empatičen človek, da se mi zdi, da ko se nekomu sploh takemu, ko recimo ga poznam, da se kaj takega zgodi, se mi zdi, da kar jaz isto to doživljam, kot da se meni to dogaja, ampak pač žal, žal, po eni strani je v redu, da sem toliko čustvena, po drugi strani pa pač včasih tudi ni fajn, ravno zaradi tega. Ampak ja, in pač probam tudi včasih kdaj pomagati, če se le da tudi z mojimi nastopi na kakem dobrodelnem koncertu in tega se tudi zelo rada udeležujem, če vem za kakšno osebo oziroma za koga se gre, da vem, zakaj se pomaga in to je meni pač neki mislim, ne samoumevnega, ampak z veseljem bom to naredila, ker mi pač to res ni težko. In če lahko to pomaga, ta moj nastop, oziroma da grem tja za stojn tudi za pet, pa s srcem, da greš tja za pet, zakaj ne bi tega naredila, če lahko nekomu polepšaš pač dan s tem. Si pa po drugi strani zelo nasmejana, pozitivna, polna energije. Ja, mislim, tako te mi doživljamo. Ja, se večina me doživlja, tako se jaz tudi imam slabe dneve, pa tudi znam biti slabe vole, pa znam tudi biti trmasta, patečna, mislim, sej kot vsaka ženska, nekako bi rekli. Mislim, to bolj fantje vejo, oziroma pač oni doživijo to, posledice. Ja, te posledice, ampak pač probamo vzeti življenje kot pozitivno, kot nekaj dobrega. In tudi kakršnakoli stvar, ko se zgodi, kakršenkoli padec, pač sej ja, tudi imam slabe dneve, ampak se mi zdi, da nekako rabiš čas, da pol se daš to skozi, pa da vidiš tudi nekaj dobrega v tem. In jaz kakršnakoli stvar, ki se mi je slaba zgodila, sem vedno probala nekaj dobrega najti v tem in pač se naučiti nekaj iz tega. Ker konec koncev tako se učimo, na takih stvarih smo potem tudi pač močnejši. In tu dobimo potem tudi tisto malo bolj trdo kožo, ko smo že prej omenila. Pa si že kot otrok bila tako razigrana, polno te je bilo vse povsod. To bi mogli moje starše vprašati, ampak mislim, da bi kar pokimali. Bi, ne? Ja. Jaz sem že od malega bila ful živahna, mislim, to je meni. Jaz sem tak hiperaktiv, zdaj tako, ko vidiš tu, sem skozi neki klatim z rokami, pa več, ko govorim, tudi klepetava, tudi v šoli, če bi vprašali učiteljice, bi lahko to potrdila, ampak pač taka sem, mislim. Se vsi me tako poznajo, da rada govorim, ampak se mi zdi, da, ne vem, da opažam, da recimo, če sem dobre vole, se mi zdi, da so vsi okrog mene dobre vole, da nekako imam tak velik vpliv na to, ker se mi zdi, da če sem jaz slabe vole, bojo vsi tak, da bojo vsi isto, mislim, meni se to zdi, no, da vpliva vseeno ta energija tudi na druge. No. Torej, bila si razigrana kot otrok, pa si še vedno, ne bomo rekli bila si, ampak si še vedno. Mislim, pač. Odraščala si v majhni vasi na Koroškem. Kaj si počela? Ker verjetno si pa našla marsikaj, s čimer si se lahko ukvarjala. Pa jaz moram reči, da itak, ko sem jaz bila mala, mislim, še zdaj smo ful dobri kolegici, jaz sem imela najboljšo prijateljico. Če se lahko na prosti čas pač to usmerim, v glavnem sem 7 dneve preživela z njo in to počneš vse možne stvari, kaj pač možno kot otrok. Nismo igrali igrc na računalniku, to definitivno nismo, kot jih pač večina otrok zdaj vidiš. Preživijo si svoje pač prosti čas itak od zunaj, v naravi. In to je tudi po eni strani čar te vasi, da si na vasi doma, da si malo odmaknjen od vsega tega gneče. Jaz vem, ko sem prišla pač v Maribor, pa zdaj ni neko vele mesto, da bi zdaj rekel, da je zdaj to pač ful prometno, ampak že meni je to bil šok po eni strani. Ker z male vasi, ko prideš v tako veliko mesto, je tudi tako eno mal, kar tak en mal šok. In je čist drugače, res tak mir je na vasi sploh in se mi zdi, da imaš več takih možnosti, da si mal bolj tak free. Tako malo bolj svoboden, ne vem, se mi zdi.
In ko v bistvu prideš v Maribor, se počutiš bolj otasnjeno? Ali si se že navadila? Na začetku mi je bil kar tak mal problem, ampak hvala Bogu je Maribor ful tak domač. Jaz pravim, da bi ful bolj težko bi se navadila živeti v Ljubljani, ker meni ta gneča, meni to prenatrpanost, mene kar stiska, ali kako naj rečem. Veliko časa sem preživela v Ljubljani in vem, kako je, in mene to enostavno preveč sem pod stresom. Jaz rabim mir, pač ono, da zadihaš. In to po eni strani sem Mariboru dobila. Še vedno ful rada pridem domov, ker ipak pač je moj pač Šentjanš, je itak Šentjanš, ampak sem se ful hitro bolj navadila na Maribor, ker se mi zdi, da ljudje so ful taki, da taki domači. In sem se sprejeto počutila takoj, ko sem pač prišla sem in tudi zdaj, ko sem že 4. leto tu, se ful domače počutim. Kar je pomembno, ne? Ja, Da se itak. počutiš kot doma. Ja, vse to. Mislim, valjda, ni kot doma spet, ne, ampak Drugi dom. drugi dom, Drugi ja. dom. Ampak ostajaš pa en tak človek narave, se mi zdi. Kaj zdaj to pomeni? Športa v naravi, sprehodi v naravi ali nič od tega? Ne, mislim, tudi rada športam, to mislim, dobro, vidi se mi glih ne najboljš, ampak rada se sprostim v naravi, rada najdem tisti svoj mir, ker ravno to, malo smo, mislim, sploh takrat, ko je tempo malo bolj hiter tempo, ko imam malo bolj stresno kako obdobje, se ful rada umaknem. Mislim, pač ful rada, ali pa sploh takrat, ko je pa res stresno, ful se rada umaknem na Gorenjsko. To pa res, ker enostavno to me toliko sprosti, tista narava, ker se mi zdi, da je vse odmaknjeno od vsega, od prometa, ampak takrat, ko ni sezona, takrat se ful rada umaknem, no, ko sploh ni toliko ljudi, recimo. In ja, sem tak človek in rada imam svoj mir, ker to me sprošča. Torej so bolj gore za tebe Ne, kot okej, pa gore reke in morja? ne hodim v gore, to je To edino. ne, da ne bojo narobe razumeli, veš? Da ne boste narobe razumeli. Bolj doline, ne? Ja, rada pač raziskujem nove kraje, pač rada hodim, sploh na sprehodi, sploh to me pač pomerja, no, enostavno. Kaj pa voda? Ja, voda pa sploh. In mi smo tudi, ko sem bila še mlajša, živeli v bloku, ampak je bil ravno ob reki in vem, da mene to ful sproščalo, že ko sem bila mala, ker tisto, ko slišiš, kako reka teče in ne vem, enostavno. Torej tudi poleti, naprimer, ko greš na dopust, mora biti morje. No, letos ga ni glih bilo. Ne, Ampak običajno? je ravno bil moj dopust, če lahko temu rečem, sem se za en teden umaknila ravno na Gorenjsko, oziroma v Bohinj. Sem v Bohinju bila za en teden in to je meni bilo, ko ne rabiš početi nič, ko sam izklopiš, oziroma res izklopiš telefon. A jaz vem, en teden se nisem javljala nobenemu. Smo šla pač s fantom. In so vsi drugi tudi preživeli, ne? In so vsi drugi, oziroma, dobro, mami sem se vseeno mogla, ker mislim, da vseeno se moraš pač z mamo slišati, ker enostavno mi, da smo zelo povezani z mamo in se moramo slišati skoraj vsaki dan. Ampak nekako vse, kar se tiče nastopov, kar se tiče drugih obveznosti, enostavno sem dala vse, se neka, čez en teden bom dosegljiva, pol pa gremo naprej, ker enostavno moraš, včasih moraš odklopiti, ker se ti toliko stvari enih dogaja, da paše. Koliko tebi pomeni, naprimer, družina, ta odnos z družino, povezanost, da se čutiš, da te razumejo, da te podpirajo, tudi prijatelji, ne nazadnje, so pomembni pri tem? Jaz sem z družino ful povezana, že od majhnega, pač smo zelo povezana družina in tudi s sestro, recimo, sem zelo povezana, z mamo, mislim, ja, s celo familijo itak, ker se mi zdi, kdo ti pa bo oporo, če ne pač v prvi meri družina, ne, in to je tisto, ta glavno, da si pač stojiš ob strani, pa da se podpiraš, da si izkazuješ ljubezen, neko spoštovanje, pa naklonjenost. In se mi zdi, da je to so ene take stvari, ko sta me pač starša naučila in mi pač veliko pomenijo. Ne? In tudi nasplošno, ko bom enkrat pač razmišljala o družini, da bi jo tudi sama imela, so mi take pač vrednote ful pomembne. In jih tudi želim pač prenašati potem na svojega otroka, na svoje otroke, kakorkoli. In kar se tiče pa prijatelja, pa ja, zelo zanimivo to, kar se reka, da so zelo pomembni. Ampak se včasih ful izkaže, da zelo se naučiš skozi življenje, kjeri so ta pravi, pa kjeri ne.
In jaz vem, da sem to dala eno tako veliko izkušnjo čez, kar se tiče prijateljev, sploh v obdobju takrat, ko sem bila še na Eurosongu. Medijske prepoznavnosti. Ja, in ne moram reči, da zdaj imam pravih prijateljev ful veliko, ker enostavno se naučiš. Jaz sem lahko do vseh pač ful v redu, ampak tistim, ko zaupaš, ko veš, pač, da jim lahko zaupaš, da jih imaš rad, je pa zelo malo. In mislim, da se naučiš skozi veliko stvari, pol spoznaš, kdo ti si ta pravi, pa kdo ne. In sem za tiste prave ful hvaležna, pač, da jih imam. In za tiste upamo, da ostanejo celo življenje, pa mislim, da bodo, no, itak. Ker se mi zdi, da ko vidiš, da se pač poklopiš z nekom, da itak je to, da vidiš pač, da ne more biti kaj drugače. Bila sva na morju, ne? Tudi malo, pa bile sva v gorah. Ampak če pomisliš, kaj bi bil tvoj sanjski dopust ali pa tvoje sanjsko potovanje? Ne vem, po moje, mislim, drugače zelo rada potujem. Moj recimo športnik, vrhunski športnik in pol se včasih probam kje uštoliti zraven, tako da grem kam zraven, da sem že kar nekako na različne tekme, recimo šla za različne države. Recimo, lahko pa povem, da Kanarski otoki in sem jih obiskala, so mi pa tako prav noro. Mislim, res mi je bilo zelo dobro. Ampak kamorkoli grem, je neko pač posebno doživetje, oziroma kamorkoli bi še šla. Tako da ne bi zdaj mogla reči, katero za mene nek sanjski dopust, ali kam bi šla pač nekam, da bi mi res bilo wow, ker kamorkoli greš, meni je ful fajn, da raziščeš stvari, da raziščeš kraje, da nekaj novega vidiš, spoznaš novo kulturo, meni je to pač ful dobro. To je čar potem potovanja, ne glede na to, kam greš. Kaj pa hrana, kulinarika, pijače? Jaz sem ful gurman, jaz sem ful rada. Rada poskusiš kaj novega? Ja, že takrat, že 2012, ko smo bili v Bakuju, eno sem prvič probala kamelje meso. Ful nekaj novega, ampak ja, rada probam nove stvari. Sem kar mal na začetku mal tek, a bi ali ne bi, ampak sen probam. Kar pomeni, da rada tudi kuhaš? Ja. Ja. Moram priznati. Vem, da imaš rada slaščice. Še vedno? Ja, mislim, sploh zdaj sem malo prestavila se na te bolj zdrave sladice, oziroma malo bolj presne stvari, malo bolj take. Sadne, brez sladkorja? Ja, sploh brez sladkorja. In tu sem kar začela raziskovati pa malo. Jaz sem ful bolj za sladice, recimo, moj fan pa ful rad kuha kosila, pa to tako, da mu ful prepuščam to ponavadi. Zdaj sploh, ker sem na faksu, je fajn priti domov, da imaš skuhano, ampak ja, drugače pa ful rada. Res ful rada kuham. No, ko si omenila fakulteto, sicer obiskuješ pedagoško, se vidiš kdaj tudi, da bi ta poklic opravljala, da bi delala z otroci, z mladimi? Ti je to zanimivo? Mislim, že tako ali tako delam z otroki, ko sem na nastopih, ko so v stiku z njimi, tudi z mladimi, oziroma tudi starejšimi potem, oziroma pa z ljudmi nasplošno. Ne bom rekla, da se sploh ne vidim, ne bom tega rekla, ker bi bilo malo čudno, da bi to rekla, da zdaj ne bi tega poklica opravljala. Jaz sicer za sebe pač lahko rečem, da sem rojena glasbenica, da to pač za mene, to je moj svet, to je moje življenje. In to je moja želja, da bi se lahko, ne vem, s tem ukvarjala do konca življenja, da bi lahko pela, da bi lahko se s tem tudi preživljala, da bi lahko bil to v bistvu moj poklic, hkrati pa tudi neki hobi po eni strani, ker to pač rad počneš, ne. Zdaj pa vsem z otroki, jaz jih imam ful rada in rada delam z njimi in bom videla, kam bo ta pot pač ponesla, kam me bo poneslo, ker nikoli ne veš. Nikoli ne veš, kam te ponese, zakaj se pol odločiš, ker ne veš, kaj ti življenje prenese. Ne bom pa rekla, da ne. Jaz sem 4. letnik na faksu razrednega pouka in bomo videli čez 2 leti, lahko da bom čisto enostavno se zagrela za to, pa da mi bo to ful fajn. Zdaj že opravljamo recimo prakso pa nastope, pa vidim, da mi je zelo fajn, ampak seveda bi raje pač se ukvarjala s petjem pa z glasbo do konca življenja, pa sam to, ampak bomo videli. Če pogledaš zdaj v bližnjo prihodnost, so že kakšni novi projekti na vidiku? Ja, to je najtežje vprašanje meni, ker ideje so, ful enih zamisli, ful enih stvari, ko si jih želim pač izpolniti, ful enih ciljev.
ampak se vedno je pa valjda teže to pol uresničiti, pa potem tudi tisto akcijo narediti, da se zdaj odločiš, pa to narediš. Jaz sem še ful v taki fazi iskanja prave ekipe, lahko priznam, in nekako se tudi moraš sama sebe najti v bistvu, kako smer sploh želim iti. In ko ti tako vidimo, da komercialna glasba je zdaj pač tista ina, ne. In jaz bi pa zelo rada delala glasbo, ki je bila pač na dolgi rok. Na 5-10 let, da bi lahko rekla, wow, nekaj sem ustvarila. Kaj pa je v prihodnje? Zagotovo že razmišljaš o projektih, ki lahko sledijo. Kaj lahko pričakujemo? Ma ja, v bistvu jaz sem zdaj kar v taki fazi še iskanja prave ekipe, moram priznati, ker se mi zdi, da moram tudi spoznati samo sebe, kaj bi so, kakšni smeri bi jaz zdaj šla, pač na glasbeni sceni, ker mislim, najbolj in je zdaj tako komercialna glasba. Jaz nekako, v bistvu bi na en način bi združila komercialo pa nek svoj stil, ne. Torej, da bi poiskala nek svoj glas, oziroma, kako naj se izrazim, nek svoj stil, da bi me ljudje pač lahko tudi čez 5-10 let prepoznali potem, ok, to je pa Eva Boto. Da bi jaz čez 5-10 let lahko rekla, ok, to sem naredila in to sem jaz. To sem jaz in ne da je tisto, zdaj, kar je danes aktualno, to narediš in pač greš naprej, ne, mislim. Vse težko je to reči, težko je tudi izven komerciale oziroma na nek način ustvarjati, ker se teže potem tudi taki komadi, take pesmi sploh primejo na sceni, ne? Ampak če se ne trudiš, pa tudi ne vidiš rezultata. Ne? Saj, če si verjetno dober v nekem stilu, ki si ga samo ustvariš, to so marsikateri glasbeniki, bendi, posamezniki že dokazali. Ja. Ljudje enostavno sprejmejo to glasbo. Ravno to. In to si tudi ti želiš v bistvu zdaj najti. Hkrati pa, če pogledam, kaj vse pa ti sama poslušaš, ne, je pa to dokaj razlika, smo prej ugotovile, od tega, kaj ti izvajaš, ker izvajaš bolj melodije, pesmi, tako za koncerte in festivale, ampak poslušaš pa čisto nekaj drugega. V bistvu smo reči, da poslušamo vse. Jaz zdaj ne bom rekla, da enem zvrsti sploh ne maram, ali pa da zdaj ni šans, da bi to poslušala. Ok, mogoče metala glih ne bi. To po moje glih ne, ampak nekako so mi vse zvrsti ful pri srcu, ampak drugače sem po duši ful taka rockerca. Ful ne zgledam, ampak sem. Že od osnovne šole, za mene so Gunsi, Queeni, glavnem to je za mene pač tista muzika oziroma glasba otroštva. Ampak ja, mislim, vse dobro. Vse rockerska glasba, mislim, to sem po duši, ampak... Izvajala pa je ne bi. Ne, ma zakaj ne? Mislim, vse bi po eni strani, ampak se ne vidim, mislim, ne vidim se glih ravno v tem, da bi zdaj rockersko glasbo ustvarjala, ampak jo pa rada pojem dejansko. Tako da, ne vem, mogoče me vidite kdaj čez 5 let v rock skupini. Nikoli ne reči nikoli. Tako. Sicer pa si sodelovala tudi z drugimi znanimi slovenskimi glasbeniki in ta sodelovanja so bila dokaj uspešna. Eno izmed takih je bilo tudi z Janom Plestenjakom. Ustvarila ste takrat za tisto leto hit poletja, če se prav spomnim. Hit leta, lahko rečem. Hit leta. Ja, jaz se spomnim. To je bilo pa zelo zanimivo. Takrat se je začela ravno ta oddaja Misija Eurovizija in takrat je Jan iskal pač oziroma žensko oziroma punco, kakorkoli, za duet in takrat vem, da mu je Martin Štibernik, producent, pokazal na YouTubeu, kako je spojen, ki me je glih ravno slišal na oddaji in pa so se glih povezali še z enim producentom Martinom Lesjakom in je v bistvu ta povezava in jaz se pač z njim poznam in pa meni on rekel in prav to je bila na neki način darilo za rojstni dan. Takrat decembra, ker sem ga spolmela, ker sem spol to, meni je rekel, a bi ti posnela duet z Janom Plestenjakom, pa sem se mu začela smejati v glavo, pač dejansko. Si mislila, da je šala? Pa ja. Mislim, se kdo bo rekel, tam 15-letni, takrat sem še 16-letni idejo boš pela z Janom Plestenjakom, tam nek pač smrkla bo pela z tako legendo slovenske glasbe, pač a ne, meni je bilo to, dej, ne zabavi se, mislim, zakaj ne heci me. Rekel, ne, res. Ma duet za tebe, a bi posnela ga. Sem pa tako,
No, še bolj odprta usta, pa itak imela moja mama, ki je ful fenica od njega. Torej, navdušenje je bilo popolno. Navdušenje je bilo ful veliko, z mamine strani še večje, v glavnem. Ja, in pol je nastalo to sodelovanje, sem ga takrat tudi spoznala. Ampak Jan je tako umirjen. Ja. Ne? Ja, Te pomiri. Je fajn sodelovati z njim. Moram reči, da ja. Ja. Mislim, zelo veliko mi je tudi na svetu dal takrat. Jaz sem itak bila nova v tem. In jaz vem, da večkrat smo tudi se pol sedla dol, pa sem ga tudi lahko vprašala za kak nasvet, za karkoli pač. In me je res svetoval, dobro mi je povedal in tudi z njim je bilo potem v studiu zelo fajn sodelovati, ko smo posneli potem tale hit To leto bo moje. In res je bilo moje leto 2012 potem, a ne. To je eno tako noro doživetje, enostavno take priložnosti. Mislim, res nisem mislila, da bom dobila kdaj. In jaz ga zelo spoštujem kot glasbenika in kar je on naredil, poznam tudi celo njegovo zgodbo. In ko vidiš res, koliko ti ena vztrajnost pa predanost temu, pač kar počneš, pol prinese nazaj. Pa tudi, če recimo je več padcev na celi poti, če vidiš ti nek cilj, ne? Res, koliko je to pomembno, če vidiš ti nek cilj, pa če si temu cilju predan, pa da ga vidiš, pa da daš res vse skozi, kaj je možno, da se ne predaš to takrat, ko je najtežje in da pol to pol dosežeš, je nekaj neverjetnega. In to, kar je uspelo njemu, mislim, da je lahko vzor vsakemu pač. Ne samo na glasbeni sceni, tudi druge, ker se mi zdi, da smo ljudje takrat, ko nekaj se nam zalomi, ne, vržeš v stran, pač ne greš več dalje. Ne? In ravno tu je pomembno, da vztrajaš, pa da veš, zakaj delaš. In on je živi primer za to in jaz ga res občudujem ga, kar je naredil in njem sploh kaj dodati. Zagotovo pa še kar nekaj takšnih glasbenikov, za katere bi lahko rekli, da so veliko dosegli in s katerimi mogoče želiš še sodelovati. Mene recimo je zelo pri srcu Nina Pušlar drugače in celotna njena zgodba. In tudi še en tak, mislim, velikih je takih, ampak vsakega, ko boš vprašal po celotni zgodbi, po celotni poti, kako je prišel do tega, lahko potem marsikaj vidiš, v bistvu, kaj so dali skozi. In jaz vedno pravim, za vsakim uspešnim, za vsako uspešno osebo je vedno 100 enih različnih padcev, ko jih pol v bistvu spoznaš, da se na takih stvarih učiš, ne? Na takih stvarih potem tudi rasteš. In ne samo v glasbi, se pravim, tudi na splošno v življenju, na kakšnemkoli drugem področju, športu, vsem drugem. No. Tako da, to je tisto pol najbolj pomembno, da verjameš v sebe, da verjameš v tisti cilj in da pač mu slediš. In jaz upam in tudi verjamem v to, da ti bo uspelo v glasbi še marsikaj. Upam. Tako da ti želim veliko sreče, veliko odličnih glasbenih trenutkov, uspehov. Hvala. Naj se ti tudi uresničijo želje, ki jih imaš še za prihodnje in pa seveda najlepša hvala, da si se odzvala našemu povabilu in pa temu prijetnemu pogovoru. Tako da, Eva, najlepša hvala, da si prišla. Hvala vam.